navijačice, spoštovani navijači, v Sofiji smo v hotelu Hilton, kjer je nastanjena naša ekipa, sedli v fotelj za mizo z našim športnim direktorjem Zlatkom Zahovičem. Zlatko, lep pozdrav. Lep pozdrav. Torej, občutki, vidim ta nasmeh, nekako izraža to neko samozavest in prepričanje, kot običajno. Sigurno, bom rekel, vzdušje v ekipi je res odlično. Imamo kar nekaj mladih fantov, kateri so se vklopili v ekipo in filozofijo kluba, tako kot je treba, z eno polno energije, polno znanja, polno kakovosti, tako da smo zelo zadovoljni z tem začetkom sezone. Jasno je, da imamo zelo kvalitetnega nasprotnika, bi rekel tudi najtežji žreb, ampak prav tako oni imajo zelo kvalitetnega nasprotnika. Evropske tekme so vsaj na začetku zelo specifične. V prvi smo, mislim, da odigrali eno zelo dobro tekmo, glede na kvaliteto nasprotnika, in gremo optimistično, smo optimistični v Sofiji in na naslednji tekmi. Ampak, če se ustaviva za trenutek še pri prvi tekmi, šlo je za na nek način šah partijo na sredini, bi lahko rekli. Takih tekem si recimo tudi sam verjetno odigral kar nekaj v karieri, ampak recimo kako bi ti ocenil to prvo tekmo, tako z enega stališča mogoče, ki ga še nismo slišali? Ja. Prva tekma, oni imajo res zelo kvalitetno ekipo, moramo vedeti, da Levski ima približno okoli 60 lovorik, 102 leti dolgo tradicijo, to je treba spoštovati. Imajo trenerja, kateri je bil prvak Evrope, se pravi, imajo vse možnosti za eno kvalitetno evropsko tekmo, kar so tudi pokazali. Mi imamo kar nekaj mladih fantov, kateri so prvič igrali takšne evropske tekme, nekateri tudi iz prejšnje sezone niso imeli kaj dosti evropskih tekem, tako da se navajamo, ampak mislim, da smo nasprotnika zelo dobro analizirali. Prva tekma na domačem igrišču je vsekakor veliko breme bilo za našo ekipo, za te mlade fante, ampak so upravljali z odliko, so oddelali tekmo vrhunsko, malo nam je spalilo moči in kakovosti za naprej, ampak iz tekme v tekmo smo boljši, res igramo dobro. NK Maribor že v samem začetku sezone že dolgo ni dvakrat držal nulo doma, se pravi, da ni prejel zadetka, kar je zelo pomembno, se pravi, da je ekipa disciplinirana, delovna, taktično zelo zanimiva, na visoki ravni, in to je vodilo v Evropi, to nas je vodilo do zdaj in to še bo naprej. Ampak povratna tekma, to bo ena povsem druga zgodba. Tu bo Levski verjetno vsaj malo bolj konkretno, kot je bil na prvi tekmi, Maribor pa bo moral igrati zelo modro. Se strinjam, popolnoma. Oni imajo res zelo dober ambient na njihovem stadionu, kar smo tudi videli v Ljudskem vrtu, da imajo ogromno število navijačev po celi Bolgariji, to je drugi največji klub v Bolgariji, z veliko tradicije. Čaka nas pekel, čaka nas 22,000 fanatičnih navijačev, ampak to je privilegij, zato delamo, zato smo in smo pripravljeni. In seveda pričakujemo in želimo si tudi kanček sreče, ki so na takšnih tekmah zelo pomembni. Jasno je, da bo Levski moral napadati, da bo moral pred svojimi navijači nekako iti kakšen korak, 2 ali pa 3 naprej, seveda mi pa smo dovolj izkušeni, da bomo znali to izkoristiti. In kak bo recimo nasvet iz tvojih bogatih izkušenj ravno tem mladim nogometašem, ker to pa bo pritisk, ki ga verjetno še niso občutili? Nasvet je seveda samozavest. Samozavest je osnova v evropskih tekmovanjih, kajti če nima samozavesti, si zelo, bom rekel, podhranjen. Nam v slovenskem prostoru jo manjka zelo. Tukaj na tem delu Balkana imajo celo preveč, tako da tukaj nekje to so tisti nasveti, kateri bodo zelo pomembni, ampak mi imamo te mlade fante, ki so res kvalitetni fantje in rabijo čas. Vse te evropske tekme jih dvigujejo in bojo dali eno dimenzijo več in ni se treba bati za bodočnost Maribora. Maribor ima res tako v mladinskih kategorijah, kot že zdaj tisti, ki so v prvi ekipi, res eno kakovost več v slovenskem prostoru, tako da bodočnost Maribora je zelo svetla in prav mi sami v klubu, kateri moram reči, da je trenutno vzdušje fantastično, se veselimo vsakim dnevom, da jim lahko pokažemo vse tiste skrivnosti profesionalnega nogometa, da fantje iz svojih karier naredijo nekaj več in seveda s tem tudi našemu klubu. In morda še vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi navijači doma v Mariboru, ali je prestopni rok za naš klub že zaključen? Ja, to je ena tema, katera je zelo trenutno pereča, ampak zelo specifična v našem klubu.
In mislim, da trenutno ni časa, da bi vse to razlagal, zato ker naš klub je zelo, zelo specifičen, deluje na zelo specifičen način. Jaz bom prvo v besede, v stavku 2 povedal, tako da NK Maribor mora s prodajo ogromno zaslužiti, da bi nekaj malega vložil. Hvala lepa, torej jutri Zlatko se veseli vračamo v Maribor. Jaz sem prepričan, zato smo, to je šport, treba razmišljati ekstremno pozitivno, verjeti v fante, verjeti v klub, temu pa videli, kaj se bo zgodilo, ampak ne glede na vse, klub in moštvo ima veliko perspektivo. Pred tekmo naš športni direktor Zlatko Zahovič.